V Indiji, v predmestju Kalkute, Slovenka Mojca z možem Anupom vodi šolo za okoli 100 otrok, ki nimajo denarja, da bi se šolali v državnih šolah. Da bi jim olajšali izobraževanje, ste njihovi vrstniki v 9 slovenskih šolah zanje zbrali več kot 70 kilogramov šolskih potrebščin. Naša Tina je obiskala 2, ker ste bili še posebej zavzeti. Svinčniki, barvice, radirke. Učenci z osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica pripravljajo še zadnje pakete za šolo Pjali Ašar Alo v Indiji. S to šolo smo se tudi pobratili in bomo za zmer ostali prijatelji, pa tudi prav je, da si pomagamo med seboj. Bolj, da te stvari damo tem otrokom, ki nimajo, ne pa mi, ker to samo zalagamo v shrambo pa tako. Mladi se zavedajo, da lahko s svojimi dejanji pripomorejo k temu, da bi bilo na svetu. Da bi tudi oni imeli boljše pogoje za izobrazbo. Jaz sem tako rekel, da če bom daroval, potem bom tudi dobrodelen, sem dobro počutil, da sem enemu pomagal. Povezali so se tudi s prijatelji iz osnovne šole Stražišče Kranj in jih pritegnili k dobrodelnosti. Smo jih pač darovali te svinčnike, da bi lahko se več šolali in da bojo potem to svoje znanje prenašali na drugo generacijo. Tam so tega zelo veseli, zato ker nimajo velika, in tista majhna malenkost jim veliko pomeni. Namen akcije zbiranja šolskih potrebščin, ki sta jo organizirala humanitarno društvo Luč upanja in Damski krog Slovenije, je otrokom v Indiji dati spodbudo in občutek, da niso sami. Otroci so bili vsi izjemno navdušeni nad akcijo, tudi o tem, da lahko se kaj naučijo v drugih razmerah in kulturah po svetu, so se tudi nekaj naučili o Indiji, kako učenci drugod po svet živijo, da mogoče za njih ni tako samoumevno, da hodijo v šolo. Zbrane potrebščine so zapakirali in jih poslali v daljno Indijo. Te dni so otroci prejeli pakete in s širokim nasmehom na obrazu odkrivali svoje nove šolske potrebščine. Naši otroci so zelo veseli nalepke, ki to učiteljice uporabljajo, predvsem takrat, ko so kaj posebej pridni, pa kaj lepo napišejo. Zelo opazijo tudi na karkoli dobijo. Še po enem letu, recimo, barvice zelo lepo ušiljene in ohranjene. Mojca, ki vodi šolo, nam je še povedala, da bodo nekaj svinčnikov in zvezkov odnesli tudi domov in kaj novega naučili še starše.